bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Jej, dobrodošli v moji novi dnevni sobi. Od zdaj naprej smo se odločili, da bomo kar naposled. Ja, ne, malo za šalo, malo za res. Velikokrat ste v naši oddaji že lahko slišali, koliko pomembno je, da fajn spite. In zato, da človek fajn spi, seveda potrebuje fajn poslo, pa rabi pravo lego, pa rabi, da ima temo v posli, pa rabi še seveda iti prav čas v posteljo, seveda. Ne? To je seveda tudi jasno. Sama moram reči, da sem naročila eno poslo, ne vem, izkot iz Amerike čez lužo so mi jo prepeljali, zaradi tega, ker sem bila toliko zahtevna, ker sem hotela to. No, zdaj to. Ugotavljam, da bi dejansko lahko najdla tudi pri nas. Našla sem eno zanimivo podjetje. 30 let dejansko v Sloveniji že deluje, ne izpostavlja se nekaj, pa vendarle tisoči Slovencev že spite na taki postelji in so vam tudi že zmerali, kje je fajn, kje ni, kako, kaka zaščita, onaka in tako naprej. Skratka, danes bomo govorili o tem. V moji družbi pa je Zvezdana, full point radiestezistka. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Torej, tale posla, zanimiv občutek daje, ali se to meni sam zdi? Bo kar držalo. Ja? Postelja je namreč sestavljena iz samih naravnih materialov. Narava pa na človekovo telo zagotovo ugodno vpliva. Ja. Tako da bi rekla, da vsak, ki leže na njo, je deležen 100% ugodnega spanca. Super. Ampak mi zdaj ne bomo nobenega dali tlele, da bo spal. Kaj pa recimo, če se kolegica za 10 minut uleže? No, naj poskusi. Vabljena. Dejansko bo kaj? Mislite, da bo kaj? V 10 minutah zagotovo. V 10 minutah zagotovo. Ok, to mi boste mogla razložiti, zakaj dejansko bi to lahko delovalo. Ampak, ja, daj ti pridi. Evo, že se zuta, v redu, skoči gor. Nobenega placebo efekta ne bo. Nič ti ne bomo rekli, kaj se ti bo zgodil. Ti se sam, veš, kak si delala cel dan, ti se sam uleš in tukaj leš in bo fajn, pa pol bomo 10 minut, v redu? Ja. Težko delo danes. Ja, težko delo imaš danes, res zelo težko, ležati moraš, ne? Skratka, zdaj boste pa vi meni povedali, Zvezdana, v čem je dejansko finta? Sami veste, da ne maram nenaravnih sestavin, da ne maram nobenih kablov ali pa česarkoli že in vi ste rekli, da tega dejansko ni, ker so se pogovarjale, da bi to povedali tudi javnosti, da bi dejansko po 30 letih še kakšen dodaten človek zvedel za vas. Dajte mi povedati, zakaj in v čem je finta? Vsekakor človekovo telo rabi vsaj 1/3 svojega življenja prespati. Če spimo neodgovorno na nekih materialih, ki kratko malo črpajo energijo, namesto da bi nam jo dali, zagotovo ste že kdaj vstali zjutraj utrujeni, se vam je zdelo, kot da ste spali, pa bi še kar spali, se vrnili v posteljo nazaj, to pomeni, da vaš spanec ni bil takšen, kot bi moral biti. Ja, ampak če je človek šel spat ob 12 ali pa ob 1 zjutraj, vemo, da to ni bilo zaradi posle. Vsaj 1/3, kot rečeno, ne? Ja. In če greste vi v tej 1/3 svojega življenja spati na ležišče, ki je v bistvu v sožitju z vašim telesom in mu nudi 100% oporo z vsakim vašim gibom in se pri tem je zračenje tudi takšno, kot bi moralo biti, potem ste dosegli optimalni spanec. Torej, zračenje, naravni materiali. Tako. Kaj je še pomembno potem pri zdravi posli? Postelja se namreč izdela na vašo telesno težo. Okay. Tako da na zalogi ni nobenega ležišča, sleherni se izdela z vašim imenom, gre v proizvodnjo. Ok, se pravi, da imamo mi primerno prilagojeno ležišče glede na našo težo. Tako. To je potem tudi faktor. Tako.
Ok, kakšen je potem še faktor zdrave postelje in zdravega spanca? Naše telo ni oblikovano kot, bom rekla, ravna deska, ne. Smo oblikovani tako v ramenih, v bokih in se mora sleherni del postelje prilegati v vsako vboklino oziroma izboklino. Zato je pomembno, da imate podprte tiste dele telesa, ki so vbočeni, da ne lebdi noben del, še posebej hrbtenice, v zraku celo noč in tako 30, 40, 50 let, kar rezultira bolečine v hrbtenici oziroma obolenja, kar pa ne želi nihče. Zdaj, nekaj vam bom povedala, ne. Ko greš na sejme pa tak, ne. Ja. To je postelj, pa ležišč, pa reklame, pa vsi imajo neka ležišča, pa vsi govorijo, da so pa njihova pa itak najboljše, pa tako naprej. Jaz sem pa brala določene zadeve, ki so srhljive zame, da ležišča polivajo s protipožarnimi zadevami, pa z določenimi insekticidi, da ne govorim, kaj še dejansko drugega, kar slabo dejansko vpliva na nas. In tudi sama sem enkrat v svoji zgodovini kupila en kavter, za katerega sem dala 200 evrov, ki naj bi bil nek bambus, pa sem pol ugotovila, da ima 3% bambusa, a ne? Kaj je treba preveriti dejansko, da se ne nasrkamo tukaj, da ne nasedamo? Ker jaz sem zelo pozorna, pa sem nasedla. No, sleherna sestavina naših ležišč nosi ponosno svoj certifikat o ustreznosti. Dobro, torej certifikate moramo poznati. Tudi naše podjetje kot tako je ponosni nosilec prestižnih certifikatov, ki dokazujejo 100% naravnost. Se pravi, katere certifikate moramo gledati, nam boste pa pokazala, ne? Bom potem pokazala, ja. Zdaj, kar se tiče, seveda na svetu obstaja to in ono. Konzervansi so povsod prisotni. Naše osnovno vodilo pa je 100% narava. 100% narava, okej. Marja, vidim, da se tamle malo obrača, ne, lepo, ti se kar obrni tako, da ti bo dejansko pasal. Sam na noč dospala, čuj. Okej, v redu? Kmalu te bomo ruknili, da bo šla po konci. Ampak veliko je pa tudi, se mi zdi, da v današnjem času, glede te lege pa to. Vi ste radiestezistka dejansko. Tako. Kaj to pomeni? Kaj ima to zdaj veze s poslom? Radiestezisti se ukvarjamo z meritvami energij. Niso okoli nas samo dobre energije, imamo tudi veliko slabih. Energijo ne moreš videti, ne moreš je prijeti, lahko jo pa izmerimo z specialnimi napravami. Aha, tale kovček, ki imate s sabo, ne? Tako, tale kovček, ki ga imam s seboj, z njim nastopamo svetovalci po 25 državah pri strankah na domu, ker stranka živi tam, kjer živi, v lastnem okolju in tam se opravi tudi takšna meritev. Seveda največkrat si stranke dajo izmeriti spalnico, prostor, kjer se regenerira in je tudi pomembno, da je najbolj varen zanj. Če so slabe energije zmerjene, kaj lahko dejansko narediš? Prestaviš poslo v drugo sobo? V končni fazi lahko, ampak veliko je teh naravnih energij, ki so prepletene kot mreža skozi čez ves svet. Tako da je nemogoče najti neko idealno mesto, ki bi bilo izolirano od vseh teh negativnih energij. Zato je podjetje Fullpoint, ki je že 30 let na svetovnem tržišču, naredilo oziroma izdelalo en zaščitni izdelek, ki zaščiti človekovo oziroma telo živali, zdaj tudi za živali, saj tudi živali obolevajo kot ljudje, lahko zaščiti to telo in v času spanja je v enem tokokrogu, ki pa je popolnoma varen. Aha, v tokokrogu, ki je popolnoma varen, podnapisi od tega. Kaj to pomeni dejansko? Torej, če vi ležite na takšni zaščiti, kot zdaj leži vaša asistentka, ste nekje do višine 1 metra v varnem območju, skozi katerega do vašega telesa ne pride nič slabega. Kaj pa je to noter pol? Zaščita je izdelana v robu te zaščite, so emiabsorberji in solenoidi,
ki v bistvu delujejo po principu Lenzovega zakona in so samo oskrbni zaradi tega, ne rabijo nobenega zunanjega vira napajanja in pretvarjajo vse, kar je slabo, v pozitivno. Ne? In to naredi en neviden obroč okoli telesa, znotraj katerega, kot rečeno, ste varni. So pa vse naše zaščite prepletene z magnetnimi trakovi, to so naravni magnetiti, ki tvorijo magnetno polje, ker nima vsak možnosti, sploh ljudje, ki živijo v blokovskih naseljih, nimajo možnosti v tisti majhni sobi obračati posteljo, da bi bila tudi usmeritev, smer spanja pravilna, ker naše telo bi moralo biti v smeri sever-jug, kadar spimo, torej z glavo usmerjeni proti severu, in ti naravni magnetiti v bistvu tvorijo tudi umetno polarizacijo, kar omogoča vašemu telesu, da je v tej smeri. Aha, mi bi mogli vsi spati, ne? Glava na enem delu. Ne. In ta umetna polarizacija pomeni, da nas obrne, kakor da bi bili tako. Tako je. Ok, ampak ta umetno mi je malo čudno, ampak na kakšen način to se zgodi? Magnetizem. Magnetizem. S pomočjo magnetitov, ki so v blazini, s kompasom potem stranki tudi pokažem, na kak način se to zgodi in lepo je ta problem rešen. Odlično. Evo, jaz mislim, da besede včasih niso dovolj in zato je potrebna izkušnja. In danes imate tole priložnost, tole možnost, da se lahko pofočkate za tole brezplačno meritev. Na naši Facebook strani se lahko pofočkate in bojo prišli vam zmert, pa boste videli, kje je v redu, pa kje ni v redu, pa zakaj ni v redu, pa kaj dejansko lahko človek naredi. Jaz pa tale trenutek predlagam, da mogoče je že 10 minut. Je že? Zdaj pa bo že, ne? Ja, jaz predlagam, da gre malce bliže Marji. Zvezdana, za vas še enkrat, zaenkrat lahko še tam počakate. No, daj malo se tja, no. Malo se daj tja, no. Zdaj mi pa prosim, realno mi povej, a si kaj čutila? Ja, lahko rečem, da je milijonkrat bolj udobna, kot moja postelja, to sigurno. Ok, udobje je udobje. Udobje je super, ker tudi na hrbtu, kaj spim najbolj pogosto na hrbtu, nisem čutila ta del, ker sem pa prav lepo oblikovano po hrbtenici gre. Ponavadi vedno v prvih par minut, ko se uležem, čutim prav to, kar ste rekli, lukno med hrbtenico pa posteljo. Ko pol imaš tak občutek. Pa na tej kosti me ponavadi moja. Čisto nič nisem čutila. Za postrani pa tudi se prav prilagodi. Ko prav čutiš v vsakem delu telesa, ni da čutiš luknjo vmes, nego prav čutiš, kako se prilagodi telesu. Tako da res, ful je dobro. A ja? Če ne bi bila oblečena, pa ne bi bila namazana, se še bolj uležem, bi še bolj vedela, kako je udobno. Kaj, če bi si ti sama tale mikrofon držala, no? Ja, daj mi povej, a si čutila kaj spremembe, recimo, v počutju? Ja, ratala sem zaspana v 1 minuti. Ko ponavadi nimam ta trip, ko ful težko zaspim. Kaj sem pa res, če bi, sploh nisem nič slišala, če bi ležala še 5 minut, bi že zaspala. A pol ti misliš, da je kaj na tem? Ja, 100%. 100%. Fajn. Res se verjamem, kot smo se prej pogovarjali, jaz imam doma kovinsko posteljo, ki je verjetno katastrofa. Ja. Kaj se zavedam. Tako da že valjda, da čutim v 10 minutah, ko imam obupno posteljo. Ja. Ja, jaz ti želim, da dobiš čim prej tako, kot je ti tale. V redu? V redu? Vse sem se že prevedila. Zaslužiš si jo. Ja, res. Zaslužiš si jo. Evo, rabim počitek. Hvala, zdaj pa akcija, reakcija naprej. Takole, Zvezdana, očala si pozabila. Vidiš? Neverjetna. Zvezdana, dajte vi pridete tlele bliže, mene pa zdaj tole zdaj zanima, ne? A lahko vi meni drobovje tega pokažete, v čem je finta? Lahko. Evo, to ležišče, na katerem je ležala sodelavka, je sestavljeno najprej iz oboda, ki je iz organskega bombaža. Organskega bombaža? Tako. Organskega? Ker to je pomembno, ker bombaž vemo, da dela največjo svinjarijo po svetu, ne? Tako. Organski bombaž, dobro? Tudi prepletenje z lanom. Dobro, lan, v redu. Tale vrhnji del je pa iz bambusa, dobro, katerega polnilo je tudi lan. Za bambus vemo tudi, da je naravni antialergik.
Dobro. Ne? Vsebina je pa sestavljena iz večjih plasti. Kot rečeno, izdela se glede na težo človeka, ki na tem leži, tako da sloje mi prilagodimo posamezniku. Običajno je iz 4 delov, to je kokosovo mleko, ki ima občutek spominske pene. Wow, Ne? top. Okay. Ja. Kokos, Kokos, soja, soja, ok. bambusova vlakna, uležana 2 leti. Ne? Tako da so praktično nelomljiva in ta držijo ves čas uporabe eno strukturo, eno trdoto, ki garancije dajemo mi 10 let. Aha, Ne? V primeru, da imate tudi naše letveno dno, je dodatnih 5 let garancije. dobro, dobro. Kaj pa je to? To je pa zopet en sloj soje. Ja, Zdaj konkretno to izdelano malo trše ležišče za uporabnika, ki ima malo višjo telesno težo. Drugače pa lahko recimo 2 sloja kokosovega mleka oziroma kakorkoli, no. Glede na potrebe naši strokovnjaki to sestavijo. wow, tam tole kokosovo mleko, kako to mislite, kokosovo mleko? Kokosovo mleko zmleto v prah in stisnjeno z eno posebno metodo v eno strukturo. Mnogi ljudje mislijo, da je tekočina. Ne, to daje mehkobo, ne. Ja, res je mehko. Ja, sleherni sloj ima svoj certifikat, da veste, da imate 100% naravni izdelek Ja, in je zelo zračna. Cel ta komplet, višina ležišča je 18 cm. Zdaj, če ima nekdo močno sapo, lahko na vrhu pihne, od spodaj pride sapa ven. Toliko je to zračno. Res? Tako da o pršicah je toliko govora zadnja leta, ne. Tukaj pršice nimajo nobenih pogojev za preživetje. zakaj pa ne? Zaradi tega, ker je toliko zračno, ne zadržuje se vlaga, ne toplota in cirkulira nenehno. Ne? Vi lahko recimo obdobno te sloje pojemljete ven, jih mogoče malo obračate, zato da podaljšate življenjsko dobo si oziroma obliko, ker morate vedeti, to je res naravni izdelek in vse, kar je naravno, Aha, tam na uni strani. ja, in vse, kar je naravno, nima nobenih umetnih sestavin, ki bi umetno vzdrževale obliko in trdoto in ne, da to v bistvu živi in diha z vami, ko uporabljate vsaki dan. Kaj pa je tole? Tole je pa zaščitni nadvložek, o katerem smo govorili prej, ki je lahko kot dodatek na takšno ležišče oziroma je že zašit kot vrhnja plast na ležišču. Ne? Posebej bi pa rada še poudarila, danes vseeno živimo v obdobju elektronike. Naša sodobna spalnica je sestavljena že bolj kot ne z raznimi elektronskimi pripomočki, če druga ne polnilci za telefon. Ja. To je naša grda navada oziroma razvada in na vrhu posameznega tega zaščitnega nadvložka je omega antena. Aha. Ta omega antena, Aha, to je tole. to je to, ja, ščiti vaše telo pred vplivom tehničnih sevanj. Ne? Veliko je zadnje čase govora zdaj o teh raznih 3G, 4G, 5G signalov, ki prihaja. Tega se vsi najbolj bojimo, najmanj se o njem javno govori, zaradi tega, ker očitno tu lobiji želijo V naši marsikaj. oddaji smo že govorili. No, skratka, to ščiti tudi pred 5G vplivom na možgane človeka. Vzglavnik, Čim pa? V čem je finta? omega antena, to je fizika. Dobro. Ne? Recimo, da se zaenkrat zadovoljim s tem odgovorom. Ja, leži vzglavnik. Ja. Tale vzglavnik je pa biokomfort, ki je sestavljen iz 2 tub. Ena tuba je ožja, druga širša. Ja. Notri je čista celuloza, v bistvu na vsaki strani je zadrga, lahko si odprete, prezračite, operete vrhnji del. Pa res, vidim, Ja, vidim. ne? Samo malo, ker se to zatakne. No, ne, se vrejo, se vidimo. Ne? Dodan je pa tale magnetni trak. Magnetni trak, ki ga vstavimo v tubo, ki jo imamo tik pod vzglavjem. Torej, Aha, v uno, ker nam bolj paše. tako, ali si izberete ožji del, ali si izberete širši del, skratka, segati mora do našega atlasa, ki je nosilec glave, ne, in ustvarja mikrocirkulacijo, da možgani so dovolj prekrvavljeni. Super. Zvezdana, hvala. Meni je to všeč. Oziroma, tiste kljukce
ste naredili, ki so meni najbolj pomembne. Me veseli. Bova pa še enkrat govorili tole, kar se sevanja tiče. Veste, tole pa ljudje premalo poznamo, ne? Absolutno se strinjam. No, odlično. Takole, evo, dragi gledalci in gledalke, če vam kaj resnično želim, je to dober spanec, ker z dobrim spancem itak naredimo vse. In tudi, če boste imeli tako poslo, kar je fantastično, ne pozabiti, da morate na njej tudi spati in da je treba iti spat prav čas.